Jaz bi omenil en sam ukrep, ki je zelo pomemben in za katerega je pravzaprav, za sprejem katerega je ta kriza in to stanje, v katerem danes je Slovenija, dejansko priložnost. Mi smo velikokrat slišali predsednika vlade, ki je dejal, da je kriza tudi priložnost. Na tej točki se bo stehtalo, ali je vlada oziroma ali je predsednik vlade s tem mislil resno. Gre pa za vprašanje oziroma predlog reforme in racionalizacije javnega sektorja. Zato sedanje stanje gospodarske krize dejansko je priložnost. Če se Slovenija te reforme ne bo lotila zdaj in ta reforma prinaša takojšnje pozitivne finančne učinke, potem vprašanje, kdaj bomo spet pred tako realno priložnostjo. Predsednik vlade je v zadnjem letu in pol nakazal 3 možne prijeme reorganizacije in racionalizacije javnega sektorja. Če se spomnite, je najprej dejal, da je 50% zaposlenih v javni upravi preveč. To je dejal na letnem srečanju slovenskega gospodarstva v Smeltu. Potem je dejal, in tudi nekatere druge koalicijske stranke so temu pritrdile, da je bilo potrebno spremeniti zakon o vladi in zmanjšati število ministrstev oziroma skrčiti število ministrstev za praktično polovico. In dober mesec nazaj smo slišali tudi najavo predsednika vlade oziroma izjavo predsednika vlade, da je tretjina veleposlaništev Slovenije v drugih državah pravzaprav preveč. In da je tudi tukaj velik manevrski prostor racionalizacije. Mi v teh predlogih ukrepov pozivamo vlado, da vsaj nekaj od tega, kar je najavljala sama ali predsednik vlade, izpolni. Predlagamo, da se sprejme sprememba zakona o vladi in da se zmanjša število ministrstev na 12. Predlagamo, da vlada izpelje kratko, vendar temeljito in učinkovito analizo organiziranosti javnega sektorja, ki je v državni pristojnosti, združi ali ukine številne agencije in notranje organizacijske enote ministrstev. V naši oceni jih je možno ukiniti najmanj polovico, ali združitvijo ali z ukinitvijo. Vlada ne ob tem tudi zelo jasno določi, kje so tehnološki viški. Na tej podlagi naj vlada pripravi za naslednja 3 leta zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju državni pristojnosti za 10%, kar je po našem mnenju možno narediti na relativno mehek način, vendar pa to prinese enormne prihranke. Pozivamo tudi vlado, da decentralizira sistem javnega naročanja, da naredi nekaj v obratni smeri od tega, kar je najavljala v koalicijski pogodbi, in da namesto centraliziranega, zapletenega in na koncu bistvenega dražjega sistema javnega naročanja uvede osebno odgovornost upraviteljev oziroma funkcionarjev, ki so odgovorni za funkcioniranje posamičnih institucij in organov, osebno materialno odgovornost in seveda na to veže potem tudi javno naročilo. Na ta način je po našem mnenju možno prihraniti na desetine milijonov na leto, najbrž tam nekje do 100 milijonov, še posebej pri javnih naročilih, pri infrastrukturi, velikih gradbenih objektih in predvsem v zdravstvu, pa tudi v sami javni upravi, oziroma državni upravi je tukaj veliko manevrskega prostora. Pozivamo tudi vlado, naj namesto nekih pavšalnih varčevalnih ukrepov, za katere so se pisali dolgi programi, ki so zgolj povečali neko administriranje, izvede konkretni ukrep varčevanja v smislu 100 privarčevanih evrov pri materialnih in drugih stroških funkcioniranja na zaposlenega v enem letu. Tudi to je v seštevku velik prihranek, ki je dosegljiv, kolikor se k varčevanju pristopi z pozicije odgovornosti tistih, ki upravljajo in seveda vsakega zaposlenega.
predvsem s temi in še nekaterimi drugimi ukrepi, ki so podrobneje navedeni in tudi obrazloženi, smatramo, da je mogoče javno uporabo v Sloveniji do leta 2013, se pravi v tem naslednjih 2 letih, vsako leto znižati za 1 odstotno točko, s tem zagotovi dodatni kisik gospodarstvu. Zato predlagamo različne spremembe v davčnem sistemu oziroma v davkih, v davčnih stopnjah. In tako priti leta 2013 na 43 odstotkov bruto domačega proizvoda, javne porabe v letnem bruto domačem proizvodu, kar tukaj predstavljamo kot enega od ključnih ukrepov, ki ni samo trenuten v tem času spopada z gospodarsko krizo, ampak tudi dolgoročno prinaša v Slovenijo stabilnost in zdravost javnih financ. Kot veste, smo mi že pred časom predlagali, da se tudi v ustavi omeji odstotek bruto domačega proizvoda, ki se ga lahko nameni za javno porabo.